Kakšen reper je Koreper in kaj ima opraviti s svetom Evropske unije? Pozdravljeni v Evropskih stoječih novicah. Prejšnjikrat smo obdelali razliko med vsemi tremi sveti in se naučili, da Slovenija predseduje svetu Evropske unije. Danes pa bomo preverili, kdo podpira svet Evropske unije pri njegovem delu. Pri delu sveta Evropske unije podpira generalni sekretariat sveta, ki deluje kot splošno podporno osebje, ki izpelje priprave na sestanke, pripravi sporočila, zapisnike in podobno. So del osebja Evropske unije in ne predstavljajo posameznih držav članic, ne glede na to, od kje prihajajo. Sekretariatu pomaga tudi odbor stalnih predstavnikov vlad držav članic Evropske unije. Koreper. Koreper je sestavljen iz namestnikov stalnih predstavnikov vseh držav članic, ki so pravzaprav veleposlaniki svojih držav pri Evropski uniji. Zastopajo stališča svoje vlade. Koreper je najpomembnejše pripravljalno telo sveta. Z izjemo nekaterih kmetijskih zadev mora vse točke, ki se uvrstijo na dnevni red sveta, najprej obravnavati Koreper, če svet ne odloči drugače. Ker pa Koreper ni organ odločanja, lahko svet Evropske unije izrazi dvom o vseh dogovorih, ki jih doseže Koreper. Svetu Evropske unije pri delu pomaga tudi več kot 150 visoko specializiranih delovnih skupin in odborov, poznanih kot pripravljalna telesa sveta. Pripravljalna telesa sveta se delijo v dve glavni kategoriji. Odbori, ustanovljeni s pogodbama, medvladnim sklepom ali sklepom sveta. To so večinoma stalni odbori, ki imajo imenovanega ali izvoljenega predsednika. In poleg teh so tudi odbori in delovne skupine, ki jih ustanovi Koreper. Ti odbori in skupine se ukvarjajo z zelo specifičnimi zadevami, vodi pa jih predstavnik države, ki 6 mesecev predseduje svetu po načelu rotacije. Poleg tega je mogoče za posebne namene ustanoviti tudi ad hoc odbore, ki prenehajo obstajati, ko izpolnijo svoje naloge. Kaj torej svet Evropske unije počne s pomočjo Koreperja in generalnega sekretariata? Obravnava predpise Evropske unije in jih sprejema skupaj z Evropskim parlamentom na podlagi zakonodajnih predlogov Evropske komisije. Svet Evropske unije pregleda vse predloge novih zakonov na ravni EU. Predloge lahko sprejme, poda amandma ali jih zavrne. Tako lahko pravzaprav ustavi vsak predlog zakonodajnega akta. Svet EU tudi usklajuje politike držav EU. Pripravlja zunanjo in varnostno politiko Evropske unije v skladu s smernicami Evropskega sveta. Sprejema skupne ukrepe za akcije na področjih, na katerih so skupni ukrepi na ravni Evropske unije nujni, in sprejema skupna stališča, ki pokrivajo splošna, geografska in tematska področja in splošne smernice, ki jim morajo zadostiti države članice. Sklepa sporazume med Evropsko unijo in drugimi državami ali mednarodnimi organizacijami. Sprejme letni proračun Evropske unije skupaj z Evropskim parlamentom, kar pomeni, da mora potrditi vsak predlog proračuna, preden se denar lahko troši. Na tem področju sicer, ukolikor se svet Evropske unije in Evropski parlament ne strinjata, prevlada volja parlamenta. Mi se bomo sedaj zelo prijateljsko strinjali, da je bilo to dovolj abecede za danes, saj zveni skorajda že kot cirilica, ki je že dolgo niste brali. Se vidimo kmalu.
Do takrat pa lepo se imejte in pazite nase.